izenačiti? Vsekakor je potrebno odpreti debato o izenačitvi prispevnih osnov. Vi veste, da delavci zaposleni v gospodarstvu plačujejo približno v povprečju 200 evrov, zaposleni v malem gospodarstvu pri obrtnikih, samostojni podjetniki 100 evrov, upokojenci še manj, kmetje še manj in nekatere kategorije še manj. To je ena pot. Če ta pot ni možna, je treba slediti vzorom nekaterih drugih držav in uvesti zdravstveni davek, s katerim bi potem to razliko do pričakovanih kvalitetnih zdravstvenih storitev tudi pokrivali. O uvedbi zdravstvenega davka pa je samo Fakin povedal. No, če bi tak davek uvedli, potem bi bilo smotrno dodatno prostovoljno zavarovanje sorazmeroma znižati ali pa v celoti prenesti v ta davek, to bi bila najbolj racionalna odločitev. O samem zdravljenju v tujini pa je pojasnil. V novem zakonu oziroma pravilniku bo natančno predvideno, kateri posegi in katere storitve, praviloma so to zahtevnejše in dražje storitve, za te bo potrebno pridobiti predhodno soglasje. Za normalen, navaden specialistični pregled, za te gre pa ne. To pa bojo lahko državljani prostovoljno šli v tujino, tam plačali storitev in potem dobili pri nas povrnjene stroške v taki višini, kot je to v Sloveniji. Bodo lahko to počeli samo v javni zdravstveni mreži ali bodo lahko odšli tudi k zasebnikom? To bodo lahko počeli tako v javni kot pri zasebnikih. Zakaj se pa potem, zakaj potem zavarovalnica pri nas ne vrača denarja, kadar se gre k našim zasebnikom? To je praksa v vseh evropskih državah, da se tega denarja ne povrača in s tem se seveda ščiti javni sektor. Ampak na nek način bodo pa naši zasebniki na slabšem kot naprimer tuji zasebniki. Saj ne, da me skrbi za zasebnik, ampak to. Žal je takšna evropska ureditev in tej bomo tudi sledili. Še vprašanje, ko odideš na zdravljenje v tujini, je potrebno plačati denar iz lastnega žepa in potem ga zavarovalnica povrne. Za ljudi, ki nekako so na robu, ali pa bom rekla, ki nekako stežka kraj s krajem povezujejo, je to na nek način morda diskriminatorno, ker si tega enostavno ne bodo mogli privoščiti, ker ne bodo imeli denarja, da plačajo vnaprej. Ja, mi menimo, da je v javni zdravstveni službi možen takšen dostop do brezplačnih, narekovajev brezplačnih storitev v Sloveniji, da ni potrebno hoditi v tujino. Še morda, kaj se bo zgodilo s čakalnimi vrstami, bo to porušilo sistem čakalnih vrst, naprimer pri nas se čaka 3 mesece na magnetno rezonanco, greš v Trst, jo dobiš v enem tednu, kako bo s čakalnimi vrstami? No, če bodo ljudje množično hodili v tujino, se bodo čakalne vrste za tiste, ki bodo čakali v Sloveniji, vsekakor skrajšale. Se lahko s tem tudi poruši sistem, da bo morda premalo, bom rekla, storitev, da bi se morda zgodilo, da bankrotira potem naše zdravstvo? Ne, mislim, da se to ne bo naredilo. Velika ovira je seveda jezik, dolžina poti, plačilo vnaprej in podobne stvari. Tako kot sem že rekel, težnja Zavoda za zdravstveno zavarovanje je, da se opravi čim več specialističnih storitev pri nas in to bo tudi usmeritev v naslednjih letih, tako da državljani ne bodo imeli razloga, da bi šli v tujino po druge storitve in upam, da se bodo temu prilagodili tudi zdravstvene ustanove. V principu bomo šli v tujino za ambulantno specialistične storitve, za hospitalne storitve bo potrebna predhodna odobritev, izključen je splošni zdravnik, zobozdravnik, pediater, tako da je to en ozek nabor specialističnih storitev.